prav lepo pozdravljeni. Tudi za to oddajo smo pripravili pester in zanimiv tedenski pregled dogajanja pri nas. Najprej bomo poročali o uspešno zaključeni humanitarni akciji, nadaljevali s 3-dnevnim romanjem zagorskih vernikov in pogledali, kaj se novega dogaja pri prenovi dolske osnovne šole. Sledi nekaj novic iz Trbovelj, Ivančne Gorice in 3 kratke reportaže o ribolovu, konjeništvu in o glasbenem vikendu v Kotredežu. Pa še kaj se bo našlo, zato le ostanite z nami. Dobrota ne pozna meja. Da je tako, so dokazali vsi tisti, ki so pomagali zakoncema Zotlar iz Kisovca v najtežjih trenutkih njihovega življenja. Zdaj, ko končno stanujeta v prenovljeni majhni hiški na Tonkovi cesti, smo jo obiskali. Tako, kot je pri njuju v navadi, sta nas postregla z jabolčnim štrudlom in kavico. Smo v prenovljeni hiši zakoncev Zotlar v Kisovcu. Zdaj smo lahko vsi skupaj srečni, ampak aprila je bilo pa kar precej hudo, pa nam bo gospod povedal, kako je prišlo do požiga. Menjavil sem plin, pa sem prazno odnesel v drvarnico nazaj, polno prinesel noter, jo priključil, mislil prižgat, je pa počel, pa začel goreti v niši. In to je bilo, dobene stvari ni bilo, drugega tepih sem potegnil iz tlepa, vrgel ga gor, izstal. Potem sem klical nos, sem rekel, daj mi k tepih, daj mi meč, kar imaš pod rokam, mi meč, da bom jaz gor na bombo, če bom ugasnil. In ni pomagala dobena stvar, bolj sem metal, bolj je gorel. Začel je gor, so začele omarce goreti. Zgleda, da je bil plin noter že nabit. Jaz drugega ne morem, namislim na drugo, ker to, da je to bilo napolnjeno s plinom. No. Kaj se je zgorelo? Ne vem pa sploh, kar bom rekel, sem zlagal, ker ne vem točno, koga je bilo, ker to je groza, to ne morate zastopiti. Kaj je to, če pride do tega? Kaj vse je zgorelo? Je sploh kaj ostalo? Vse je zgorelo. Kar pa ni zgorelo, je pa smrdel grozen potem po hištvu ali potem pride ta duh. Tako da smo imeli zastojn gor, da so nam čistili obleke, oprali pa to. Pa je vse tukaj smrdel. 3-krat je prala, pa zračila, pa ni nič pomagali. Tudi ene obleka ni bila dobra, da bjene stvari. Ker jemo sem pa lesene strope vse, ne? In to je bilo suho še in še, da je gorelko grozen, ne? Tako da je zadušil pravzaprav že pol, jaz sem že od zunaj pol bil, je zadušil noter v ogenj, je pa to šipo razbil tle in takrat je pa v ogenj pa še gor proti streh šel in v tistem so prišli gasilci, da so pol to ugasili, so tam skozi sobni ogenj so šli noter, pa da so od odzadi ugasili tole. Vse. No in potem se je pa začela druga kalvarija, ostali ste brez hiše, nekaj časa ste živeli pri sinu na Izlakah, vmes se je pa hiša prenavljala in dobri ljudje so začeli tudi zbirati denar. Denar, ja. Dober ljudje v dvorani je tukaj bilo nabita dvorana, ne, tam se je tukaj nabral. Pa pol tudi pri Rdečem križu tudi, ne. Ona je tudi preč ponudila, ko je že tako, še že piše. Je rekla, gre ta v blok ali bo ta vraj, ne, ta je preč zdaj bižati nazaj, ne. Ja. In veliko denarja se je zbralo, še vedno premalo in potem so hišo prenovili, lahko rečemo v rekordnem hitrem času. Hiter, zelo pridni so bili. Zelo to je šlo tako naprej, da nismo mogla verjeti, no. Vidite, da v 3 mesecih, da smo bila nazaj, ne. Hiter. In zdaj ste zadovoljni? Ja, seveda. Zelo.
Bi se komu posebej zahvalili? Ja, zahvalil se vsem, tistega, ki je dal 10 ali pa tako, kar je dal, vsakem sem hvaležen, še in še, vse smo dali zahvale noter, kakor toliko že v tem, ampak ne morem se bolj zahvaliti, kakor nimam besed toliko močnih, da bi se res lahko zahvalil, toliko srečno sem tle zdaj. Ste kdaj takrat razmišljali, ko je zgorelo, da boste še kdaj... Nisem, ker sem videl, da je bilo preveč vse uničen. Je bilo toliko uničen, da sem študiral, ali bo sploh se dal to narediti, kdaj urihtati. Ampak sem vselih rekel, nek bom že, nekje 2 konca prostora ga bom spravil skup, da bi bil še v svojem domu. Šo še dobri ljudje, ne? Odlični, ne dobri, res. Veliko so nam pomagali, od sosedov, od izlaških, na izlakih so žlahta, pod kumov žlahta tudi vse. Vsi so pomagali, da narečem, kva je občina dala, kva so dali. Veliko, ne morem zdaj vse skupaj Skratka, vsem povedati. Hvala. Vsem v glavnem, vsem najlepša hvala, da sem jaz v svojem domu. No, jaz pa upam, da boste še dolgo in srečno živela v tem domu. Ja, to je res vsi, mislim, tudi vsi ste pomagali, ne, čisto vsi. Ne moram reči, da ne bi. Čisto vsi sosedi tle tudi dobro. Vse krasno, no. Lahko smo hvaležni vsem. Veseli smo, da smo tudi mi bili del uspešne humanitarne akcije. Ne prvič in verjetno tudi ne zadnjič. Praznik Marijinega vnebovzetja, ki ga poznamo tudi kot Veliki Šmaren ali Velika Maša, je najstarejši Marijin praznik. Zgodovina čaščenja Marije sega daleč nazaj. Že leta 460 so se v Jeruzalemu spominjali dneva, ko je Marija zaspala. V 6. stoletju pa se je praznovanje razširilo po vsem vzhodu. Marija ima posebno mesto v večini cerkva, zlasti v katoliški in pravoslavni. Pogledi na njeno vlogo pa se precej razlikujejo. V pravoslavnih cerkvah jo večinoma častijo kot Božjo mati, saj je bil sin, ki ga je rodila, Bog in človek. Pravoslavne cerkve poznajo in sprejemajo tudi njeno vnebovzetje, zavračajo pa stališče katoliške cerkve o njenem brezmadežnem spočetju. Protestantske cerkve z nekaj izjemami pa na Marijo gledajo kot sveto žensko, ki je bila izbrana, da nosi Božjega sina, zavračajo pa tako njeno brezmadežnost kot njeno vnebovzetje. K Mariji v zvezdi v Novo Štifto pa že več stoletij romajo zagorski verniki. Vmes obiščejo še 5 cerkva in zadnji dan po Novi Štifti še zadnjo 7. v Zgornjem Tuhinju. Njim se na poti pridružijo tudi mnogi drugi, ki so tako ali drugače povezani z zagorsko župnijo. Mi smo romarje obiskali drugi dan na poti iz Gornjega Grada proti Novi Štifti. Nekateri so se pred odhodom proti Mariji zvezdi osvežili v hladni reki Dreti, drugi pa so se zbrali in odpočili na kmetiji Pustoslemšek ob glavni cesti, ker jih vsako leto prisrčno sprejmejo. Hvaležni romarji pa jim zapojejo. Med našimi posnetki boste lahko prisluhnili 4 pogovorom, ki smo jih posneli. Kot prvega smo pred kamero povabili zagorskega župnika. Letošnji namen romanja so mladi, posebej prosimo za mladi rod, da bi mladega roda bilo dovolj, da bi bilo življenje v naši deželi, ne.
Če bomo imeli mlade, vemo, da mladih svet stoji, bo tudi ena prihodnost naše Slovenije. Prosimo posebej za mlade, da bi šli po lepi poti v življenju, potem tudi naprej. Za mlade je zelo pomembno, kako življenjsko pot izberejo, da jo najdejo pravo pot. Pomembno je tudi, da najdejo nek svoj življenjski stan, da najdejo svojo življenjsko srečo, če rečemo drugače. To jim srca privoščimo, zato tudi molimo na tej poti v letošnjem letu in prosimo Marijo, da jim pri tem pomaga. Letos se mi zdi, da je kar malce več romarjev kot mogoče v preteklem letu. Res je, slišal sem ravno tukaj v zadnjih korakih, da ne bi šlo za številko 215, ko so jih šteli. To pomeni kar nekaj 10 romarjev več. Zdaj, ali bomo razlog iskali pri mladih družinah, jaz mislim pa, da dober glas seže v 9. vas in ko nekdo enkrat pride, še koga povabi, pa sam tudi več ne more reči, da ne bi vedel, da 13. avgusta je potrebno na pot. Kolikokrat ste zdaj vi šli na to pot? Ja, zdaj sem pa res poštevil že 6-tič, 2-krat sem bil kot kaplan in zdaj že ta 4-tič kot župnik, tako da se mi sešteva. Vsako leto sem starejši na tej poti, ampak po srcu te pa kar pomladi ta pot. No, ponavadi se pa tudi na istih lokacijah romarji zaustavijo, da malce se okrepčajo, počijejo, nekateri tudi kopajo. Res je, tu so neke standardne lokacije, kjer ponavadi postojimo. Ljudje nas z veseljem in gostoljubno sprejmejo. Razveselimo se srečanja z obrazi, ki nam postanejo prijateljski. Mi pa vse te ljudi, ki nas sprejmejo na svojih kmetijah, travnikih, raznih drugih postojankah, tudi župnijah, sprejmemo nazaj v Zagorje ob Sveti Barbari, kjer je pa potem naš skupni praznik, in tudi oni postanejo del naše zagorske zgodbe, del Svete Barbare, torej 4. decembra. Zakonca Pograjec iz Zagorja sta romarsko pot prehodila že večkrat in prav nikoli ima ni bilo žal, da sta se odpravila na romanje. Gospa Olga, od župnika sem slišal, da ste vi že kar veteranka, kar se teh pohodov tiče. Oziroma ni pohodov, ampak kar se romanjev tiče. Točno, res je. Že od leta 82 hodiva vsak let z možem na romanje. Kaj pa prej kot mlada deklica? Taka deklica, pa takrat, kadar smo prišla na vrsto. Ker nas je bilo več otrok doma, ne 6, pa ata je vzel enega ali pa 2 s seboj, pa takrat smo pa šli tudi, Pol pa vmes od 66. leta do 82. nisva hodila, od takrat naprej pa skupaj hodiva že vsa leta. In to sva hodila skozi, od začetka do kraja, 3 leta zdaj najo je začel pa malo zdravje tako načinati. Ja, in hodiva malo, eden nas pele, pa malo hodiva, malo se pa peleva. In če primerjate današnja romanja, pa recimo tista izpred 30-40 let? Kaka razlika, velika razlika. Pa takrat smo hodili tudi oblečen, kar v kakšni kikl, pa v takih mrežah smo nosili prtlago. Bilo nas je tako mi po 30-40 nas je bilo, zdaj pa iz leta več, leta v let. In na tem mestu se mi zdi, da ste se včasih šli tudi kakšno igro, Ne, tukaj le malo nižji dol je bilo eno postajališče, pa smo se šli tretjega zbijati. Ja, pa smo laufali, zmatran, ampak to je bilo zmeram kot dost kondicije. Bi še znali? Bi, sam ne morem, ker sem prepočasna. Ja, kolikokrat ste pa vi šli na romanje? Isto kot žena. Kakšne spomine imate na romanje? Zelo lepe. Vsak let je lepšo. Kaj je tisto, kar je najlepše na romanju? Druženje, molitev, pesmi. Super. Tako da ne moremo nehati. Tudi če že malo težje, se pa tako poslužujemo. Malo peš, malo se pilamo. Če ravno gre za romanje zagorskih vernikov, se te romarske poti pogosto udeležijo tudi romarji, ki živijo ali pa so odraščali v drugih slovenskih mestih. Eva, vi pa ne prihajate iz teh naših koncev. Kako ste se pa vi srečali z to romarsko potjo? Ja, mene je pa navdušil mož Gregor.
V glavnem in zdaj mislim, da sem že 5. ali pa 6. leto romam v Novo Štifto. In kakšna se vam zdi ta 3-dnevna romarska pot? Ja, meni je zelo lepo, pa praktično ne poznam drugje v Sloveniji ali pa tudi svoje župnije. Ne poznam romanja, kjer bi recimo cela župnija peš poromala skupaj za 3 dni in se mi zdi pač veliko bogatstvo, tudi zelo se med sabo povežejo ljudje, velike in druženja in tudi duhovno bogatstvo, no, bogato. Kaj pa vam malce mlajšim pomenijo takšna romanja? Se pravi, mi je in z vidika druženja, pa tudi duhovno, a ne? Rekla tako, kot ene strnjene duhovne vaje, od molitve, premišljevanja, če imaš takole kakšen krajši odsek, da si mal sam, čeprav zdaj z majhnimi otroki to drugače, je pa na drugačen način tudi lepo, no. Več sorodnikov je tokrat na letošnji poti, ne? Niste sami? Ja, nisem sama, kot vsak let, če se le da, gresta tudi tašča pa tast, pa mož moj z družino, včasih tudi njegova še sestra, prej zdaj že nekaj časa malo manj redno, ima tudi otroke, tako da ja. In najmlajši član družine šteje koliko, ki je tudi na poti? Letos 9 mesecev, pred 2 letoma je bil pa ta starejši sin, najmlajši je bil pa takrat, mislim, da še ne 3 mesece, no, star 2 meseca pa pol. Torej, ga eden kar precej nosi, pa več jih nosi, ne? Ja, imam s sabo nosilko, tako da ga takole noter dam in pa je lepo pospravljen na varnem. Pa še vreme služi, ne? Odličen letos, ja. Med številnimi cerkvami in kapelami v Sloveniji so mnoge posvečene Mariji. Od 2400 kar 330. Med njimi je veliko znanih romarskih središč, katerih priljubljenost tudi v današnjem času ne upada. O tem pričajo tudi posnetki romanja v Novo Štifto. Prav pri vseh cerkvah so romarje zvonovi takole pozdravili. Poleti se je začela prenova podružnične osnovne šole narodnega heroja Rajka dol pri Hrastniku. Naša televizija tedensko spremlja potek del na prenovi. V petek smo se oglasili na občini Hrastnik, kjer nam je direktor občinske uprave Janez Kraner povedal nekaj o sami investiciji in tudi, kaj vse so do tega trenutka že postorili. Ja, dejansko gre pri tej investiciji za precejšen obseg del. Rekonstrukcija novogradnje Dolske šole predvideva rušenje približno polovico obstoječega objekta, kar v tem trenutku se tudi dogaja. Na tem mestu, kjer bomo pač to krilo porušili, potem pride zgrajen posebno nov trakt, konstrukcije beton in potem navzgor lesena konstrukcija. Tako da je celotna pogodbena gradbena vrednost je slabe 3 milijone, z vsemi stroški, z opremo, s pripravljalnimi deli, projektno dokumentacijo, nadzorom in tako naprej, pa se vrednost te naložbe približa 3 milijonom in 600 tisoč evrov. Ja, glede na probleme s izvajanjem pouka, smo tudi tempirali sam začetek gradnje ob koncu prejšnjega šolskega leta in izvajalec ima rok za dokončanje konec junija prihodnje leto, vključno že s pridobljenim uporabnim dovoljenjem, tako da potem imamo še čas dokončati opremo v mesecu juliju in na to se lahko pač šola pripravi za izvajanje pouka v šolskem letu 18-19. Ja, v tem trenutku poteka rušenje tega severnega trakta, predtem so seveda potekala pripravljalna dela na rušenje, to je odstranitev stavbnega pohištva, ločevanje konstrukcije tistega dela, ki se ruši, od preostalega, ki ga ohranjamo, in priprava nekaterih komunalnih vodov, ki jih je bilo potrebno prej pripraviti, zaradi tega, da bo lahko vrtec, ki je v neposredni bližini in je bil napajan iz dosedanje šole, samostojno funkcioniral s prvim šolskim dnem, to se pravi s 1. septembrom.
V Trbovljah že od 7. avgusta in predvidoma do 17. novembra poteka rekonstrukcija Keršičeve ceste, ki med drugim vključuje tudi izgradnjo kanalizacije, vodovoda in preostale manjkajoče komunalne infrastrukture. K sofinanciranju projekta je pristopila občina Trbovlje. Stanovalce naprošajo, da v času zapore ceste upoštevajo cestno-prometna navodila. Pravijo, da bo v najkrajšem času urejen dovoz do bližnjih stanovanjskih objektov. Sledijo kratki oglasi. Z varno vožnjo lahko staršem častiš spa doživetje. Še vedno pa ti ostane dovolj denarja za top zabavo s frendi. Prišparaj pri zavarovanju, ne doživetjih. Z mobilno aplikacijo Drive. Varen drive za poln life. Zavarovalnica Triglav. Zaključna dela v gradbeništvu, krovsko-kleparska dela, prenova kopalnic, čiščenje otokov, proizvodnja energetsko varčnih PVC oken in vrat. Vse to in še več v podjetju Ahac. Pokličite 03 56 30 295. Trojčki? Ne, samo eden je. Ampak Eva je trojček, je pa zakon. To pa. Mladinski center Trbovlje je pasjo vročino izkoristil, da je naše najmlajše razveselil s prav posebno poletno osvežitvijo. V mestnem parku so se zbrali otroci in njihovi starši in se prepustili zabavi z vodnimi baloni. Nekateri pa so se kasneje tudi osvežili z vodo iz bližnje pipe, da bi pregnali občutek neznosne vročine. Po končani zabavi so se otroci še pozabavali na igralih bližnjega igrišča. V prostorih občine Ivančna Gorica sta župan Dušan Strnad in direktor javnega komunalnega podjetja Grosuplje Stane Stopar podpisala pogodbo o izgradnji vodovodnega sistema Leskovška planota. Po zaključku gradnje bodo krajani v naseljih Gorenje Brezovo, Kamno Brdo, Leskovec, Sela pri Višnji gori in Vrh pri Višnji gori prišli do prepotrebnega javnega vodovoda, ki bo nadomestil dosedanjo vodooskrbo iz dotrajanih vaških vodovodov in domačih vodnjakov. V nedeljo je na Golden Ranchu v Kisovcu potekal 12. zasavski konjeniški dan in 7. western turnir, ki ga prirejata Golden Ranch in konjeniški klub Janez Vajkard Valvazor Zagorska dolina, skladno z aktualnim pravilnikom za western tekmovanja. Zanimivo tekmovanje so si lahko ogledali mnogi ljubitelji western veščin. Več pa predsednica konjeniškega kluba Valvazor Zagorska dolina. Današnja prireditev poteka v znamenju dveh števil, 12 in 7. Pa vi povejte več kaj o tem. Tu danes organiziramo že 12. leto Zasavski konjeniški dan in 7. western turnir. Danes je bila res stvar, bi rekla, zvezde oziroma nebo na naši strani, ker v četrtek smo imeli zelo hudo nevihto in je podrlo šotore in to. Danes pa sonce, krasna temperatura, super obisk in smo zelo zadovoljni. To organiziramo zdaj že, kot sem prej rekla, 12. v okviru občinskega praznika in bi se tukaj želela izrecno zahvaliti zlasti našemu županu, gospodu Švaganu, ki nam je pomagal. Mi smo imeli dolga leta težave z vodovodom in je voda pokala, cevi in to in je ta teden urgiril, da so nam zamenjali cel vodovod, da lahko pač prireditev poteka na ta način.
Ja. Koliko je tekmovalcev letos? Tekmovalcev je okoli 20, oziroma to je 44 štartov. So tekmovalci iz cele Slovenije. Tukaj tekmujemo v teh western disciplinah. To je zelo zanimivo. Imate te horsemanship, trail, reining in dejansko smo tudi povabili uradno sodnico iz Avstrije, gospo Hildo Jarc, ki prihaja iz Dunaja. Cel dogodek pa poteka v okviru Sikuhua, to je naš združenje Quarter konja. Tukaj je tudi prisoten naš predsednik, gospod Zobavnik, član in to. In ta tekma dejansko šteje za državno prvenstvo Sikuhua 2017. Ena od 4 dejansko, ki bo v tem letu v Sloveniji. Je pa starost konj tudi pomembna, kaj ne? Starost konj, no, pri konjih je vedno tako. Začnemo jih ujahavati pri 3 letih, od 3 let naprej. Konj je v vrhunski formi tam med 8, 10, 15 let. Tukaj imate dejansko in konjne pasme Quarter Horse, Appaloosa, Paint, to so te 3 uradne ameriške pasme in samo te konji lahko tekmujejo za državno prvenstvo. Ostali konji, ne vem, če ste opazili, so tudi neki poniji, pa neki haflingeri, to so pa tekmovalci izven konkurence. Veliko je mladih. Mladih. To je ta problem v Sloveniji, da mi smo v tem športu oziroma v tej panogi western jahanje že zdaj skoraj 20 let in problem je, da se to pri nas prime, ampak dejansko začnejo samo mladi in pol, ko se malo postarajo, 25 let, nehajo. Ne? In to je skozi nek pomladek, enih 5-6 tekmovalcev vsako leto, ampak stvar ostane na tem nivoju. Sem včeraj govorila z našo sodnico, ta gospa Hilde Jarc iz Avstrije, rekla, da je običajno v Avstriji imate po 150 tekmovalcev. Potem si predstavljate razlika, ne? Sicer Avstrija je večja, ampak med 20 pa 150 je pa ogromen razkorak. Ne? Ja. Upajmo, ne, a veste kaj, tukaj problem je finančni, ne? Ker tukaj morate imeti te konji, te rodovniški konji so dosti dragi, treningi so dragi, oskrba in bolezni in vse te problemi, ne? In tukaj pač potegne in Slovenija, nažalost, nimamo še te finančne moči, da bi ljudje, da bi lahko vsaka družina to podprla, no, dejansko. Kaj se bo pri vas še dogajalo letos? Letos začnemo, smo zelo veseli s 1. septembrom s ponovno šolo jahanja. Je tudi možnost terenskega jahanja. Poleti smo zdaj 2 meseca imeli enega trenerja iz Srbije, da so hodili pač jahati iz cele Slovenije, tukaj pa so celo spali v naših šotorih in to. In stvar se pač res tako pozitivno razvija. Ne. Imam pa srečo, ker sem obkrožena s takimi dobrimi prijatelji, pomočniki, sponzorji in to, da pač to vlečemo naprej, ta težki voz, bi rekla, ja. Letos se je Nuclear Weekend premaknil iz septembra v avgust. 11. in 12. avgusta je travnik pred klubskimi prostori motokluba Katastrofa zavzelo več 100 bajkerjev, ki so prišli iz različnih motoklubov iz Slovenije in tujine. Tradicionalno so večeri namenjeni dobremu staremu roku. V petek so rokali Slaint Old Friend, Zagavusta in Mad Kura. Sobotni večer pa so pričeli Chainbreak in nadaljevali Johnny and Tex Band. Zaključila pa sta Ivan Čukič in Goran Stojkovič. Organizatorji v soboto poleg dobre hrane in pijače, motorističnih iger in ostalega, kar spada k takšnemu dogodku, izpeljal tudi skupinsko vožnjo vseh motoristov, ki so bili takrat tam. Kot vedno velja pohvaliti odlično izpeljan dogodek. V okviru praznovanja občinskega praznika Zagorja ob Savi je tudi ribiška tekma, ki šteje za pokal občine. Letošnji 19. pokal je kot vedno postregel s prvo nagrado, televizorjem, ki jo organizatorji že od samega začetka podelijo najboljšem tekmovalcu. Praktične nagrade pa prejmejo skoraj vsi sodelujoči tekmovalci. Predsednik ribiške družine nam je povedal, da je to eden izmed redkih ribnikov, kjer ne velja prednost domačega terena. Za naše gledalce pa je še dodal. Ja, letos je 19. zaporedna tekma za pokal občine Zagorje ob Savi. Na tej tekmi sodelujejo ribiči, bi rekel, iz cele Slovenije.
tekmovanje je posamično, seveda so še naši prijatelji, s katerimi smo pobrateni, se pravi iz Hrvaške, iz Novega Marofa, pa Ludbrega in pa Laškega. Ta tekma je že, kot smo omenili, tradicionalna. Prva nagrada je televizor, tako kot smo začeli s tem, tako je tudi zdaj še naprej. Vreme je idealen, na začetku se je pokazalo, da je ribolov dober oziroma dober. Kdo bo pa zmagal, to pa še ne vemo, ker pač vsi kar dobro lovijo. Rezultati bojo pol po končani tekmi. Prvo mesto je skupaj nalovljenih 16,9 kg rib osvojil Petar Dimitrovski. Skoraj polovico manj nalovljenih rib je na drugem mestu pristal Andrej Novak. Tretje mesto, 7,2 kg ulova, pa je zasedel domačin Marjan Škrinar. Drugi najboljši Zagorjan Zdravko Rebernak se je uvrstil na 7. mesto s 6,8 kg ulovljenih rib. To je bil pregled dogajanja 741. tedna delovanja naše televizije. Sledi oddaja Gost tedna, v kateri bomo gostili Nejca Ašiča, ki bo spregovoril o ljubezni do slovenske glasbe. V ponedeljek bomo ob 20. uri predvajali narodno zabavno oddajo Veter nosi pesem mojo in po njej oddajo V Državnem zboru se dogaja. Naš gost bo Marjan Dolinšek. V torek pa bomo ob 20. uri gostili Primoža Štendlerja in predsednico Nove Slovenije Ljudmilo Novak. V sredo bo na programu oddaja Sreda v sredo in ob 20. uri športna oddaja Skok v šport. Naš gost bo Janez Sodražnik. V četrtek bo ob 20. uri na programu oddaja Pogled, v kateri bo Goran Ajtič predstavil obdobje zločinca Pol Pota. V petek vam bomo ob 18:30 predvajali novo informativno oddajo 7, ki ji bo sledila oddaja Gost tedna. V njej bosta Vid Jerič in Mirko Drnovšek predstavila veteranski pohod s Kuma na Triglav. Sicer pa si vse naše oddaje lahko kadarkoli ogledate na našem YouTube kanalu, Facebook profilu, Twitterju in Publish Wallu. Želim vam lep večer še naprej.